dnevih industrijske robotike, ki že tradicionalno poteka na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, želimo z vami, profesor Marko Murnih, spregovoriti tudi o nekaterih vidikih razvoja robotizacije, ki vsaj latentno vznemirja ali pa napotuje k razmisleku. Najprej seveda vprašanje, kdaj stroj sploh postane robot? Definicije so, pa tudi niso postavljene. Za industrijskega robota točno vemo, kaj je to industrijski robot. Gre za mehanizem, torej neko mehaniko, neke segmente, ki so povezani z sklepi, torej z motorji. In ti motorji so aktivni, lahko so hidravlični, lahko je to pogon na stisnjen zrak ali pa električni pogoji, večinoma v zadnjem času. In najmanj 3 taki motorji, najmanj 3 prostostne stopnje, zraven krmilnik, torej računalnik, in ta stroj ima program, ki ga je mogoče reprogramirati. To je potem robot. Analitiki ocenjujejo, da je danes na svetu približno 2,5 milijona robotov v industriji. Katera industrija tu prednjači? Absolutno že od nekdaj prednjači avtomobilska industrija. Večino industrijskih robotov najdemo v branži avtomobilske industrije. Zatem sledi elektromehanska industrija, razni manjši in večji elektromehanski deli, vključno z raznimi napravami, ki jih imamo sedaj doma, od mobilnega telefona, televizorjev, drugih domačih naprav, pa še karkoli pač na tem področju. Naprimer, samo pomislite na mobilni aparat, na mobilni telefon, ki ima tisoče sestavnih delov. To je sestavljeno z avtomati, namenskimi avtomati ali pa z tudi deloma roboti. Vem, da za enega izmed modelov, ki se sedaj prodaja na trgu, so inštalirali prav za ta namen več tisoč robotov za sestavljanje teh mobilnih aparatov. Fascinantno, ja. Rast industrijske robotike naj bi kmalu dosegla tudi 12% rast, v bistvu letno, ne? In kot ocenjujejo, so tu prednosti Kitajci. Ja, nekako se je povečevanje števila robotov v industriji nekoliko zaustavilo leta 2009, kot vemo takrat z gospodarsko krizo oziroma recesijo. Od takrat naprej pa skokovito spet narašča in prednjačijo pri tem pa predvsem na Kitajskem. Danes Kitajska inštalira več industrijskih robotov kot cela Evropa skupaj. Številke so približno takole. 50,000 recimo robotov na leto novih inštalira Evropa, medtem ko 70 ali pa celo več tisoč na leto pa inštalira Kitajska. Pravzaprav je na kitajski strani omejitev v številu novih robotov, ne pri tem, koliko robotov bi oni inštalirali oziroma koliko bi jih radi kupili, ampak pri tem, koliko delovne sile, usposobljenega kadra imajo, ki so sposobni inštalirati toliko in toliko robotov, ne, pri tem je omejitev. Tako da trenutno po celotnem številu, skupnem številu delujočih robotov Kitajska še ne presega Evrope. Seveda Daljni vzhod, vključno s Kitajsko, vključno z Japonsko in pa Korejo, je tukaj visoko na tej lestvici. Evropa je zelo dobra, Evropa, ker je tudi avtomobilsko zelo napredna, je v tem smislu tradicionalno zelo napredna in ima dobre številke na tem področju, ampak vendar kitajska industrija se dobro robotizira. Razvoj robotike z inteligentnimi sistemi vedno bolj vznemirja javnost glede prihodnjega razvoja. Tu lahko zaznamo 2 stališči. Eno napoveduje, da bo tak razvoj povzročil izgubo vse več delovnih mest in menda čez 30-40 let bomo kar družba brez dela. Zanimivo je, da o tem govorijo Elon Musk, Bill Gates in tudi Stephen Hawking je o tem pisal oziroma govoril, ne? Drugo mnenje seveda je nasprotno in pojasnjuje, da tudi minule tehnološke revolucije niso povzročile drastičnega upada delovnih mest. Kako vi komentirate to? Popolnoma bi se strinjal s tem drugim mnenjem. Recimo, da se sedaj dogaja Industry 4.0, torej 4. industrijska revolucija. Karkoli že pač to vsebuje, različne aspekte, napredke v industrijski produkciji. Številni so ti drugi novi ali pa malo bolj drastični prijemi. In vemo, da že prejšnje industrijske revolucije niso zaustavile razvoja, ampak so pravzaprav povzročile nek stopničast prehod na naslednji nivo, na naslednjo stopnjo kompleksnosti. Če samo pomislimo na uvedbo tekočega traku
ali pa tudi uvedbo elektrifikacije oziroma naprednega vodenja v industriji pred nekaj desetletji, to je povzročilo boljšo, lažjo, bolj dostopno, cenejšo industrijsko produkcijo. In isto velja danes. Tako da jaz se ne bojim, da bi to povzročilo neko nazadovanje, ampak najbrž bo povzročilo neko novo mešanco, neko novo simbiozo, nek nov način, ki pa vendar vodi tega, da bo človek morda manj vpleten pri teh, da bo človek manj vpleten pri tistih pravilih, ki niso najbolj primerne za človeka. Ne si bo, da so nevarna, tako ali drugače, ali pa da človek ni prav dobro narejen, bom rekel, za te stvari. Vemo, da je človek zelo spreten, zelo prilagodljiv in v tem smislu je robot pravzaprav ravno obratno. Robot lahko dela 24/7, skozi cel teden, skozi vse ure, brez bolniških, brez sindikalnih naporov in pogajanj. Po drugi strani lahko dela v zoprnih okoljih in to so stvari, ki lepo pašejo skupaj, so komplementarne. Torej, ponovljiv robot, ki nam ga pravzaprav ni škoda za tako opravila, in na drugi strani človek. Sami najbrž si želimo za naše bližnje, da ne bi bili izpostavljeni takim nevarnostim v delovnem okolju, in tam je pravilno, da so roboti. Ne si bodo se ponovljiva dela, ali pa to, kar smo že prej povedali. Tako da jaz se nič ne bojim, da bi nam to odžrlo, kakšno delo. Pričakovati je, da pa analize to tudi kažejo, da je potem potreba po nekih drugih kadrih, ne se bo na vhodni verigi, ne se bo na izhodni verigi povečana ta potreba in z tega stališča ljudje samo dobijo drugačno delo. Pri Kitajcih menda ocenjujejo, da v nekaterih tovarnah roboti lahko nadomestijo kar 85% delavcev. Vendar pa analitiki izrecno poudarjajo, da robotizacija sicer omogoča konkurenčnost, rast gospodarstva in tako naprej, vendar v nekaterih opravilih človek le ni povsem nenadomestljiv. Poglejte, tukaj je treba zelo pragmatično gledati na to zadevo. Včasih rabimo izredno serijsko, množično proizvodnjo, včasih pa rabimo zelo individualno proizvodnjo. Tam, kjer gre za individualno proizvodnjo, verjamete specialista. Ne si bude to kreator, modni kreator ali pa mogoče nek obrtnik, ki vam izdela določen del ali pa nekaj teh določenih delov, ne pa milijone teh določenih delov. Na drugi strani dober primer je recimo farmacevtska industrija, kjer se iz teh obratov pravzaprav bruha število nekih tablet. Tipičen primer za popolno avtomatizacijo. In tukaj vmes nekje se znajde tudi robotika. Roboti se znajdejo v farmacevtski industriji na izhodni verigi, tam na tistem mestu, ki je mogoče pri pakiranju. Vse drugo so več ali manj avtomatizirane linije, brez robotov, tako rekoč. Pa potem se roboti sedaj z prihodom sodelujočih robotov, ki so recimo brez ograje med človekom in pa med robotom, torej s prihodom sodelujočih robotov in z bolj preprostimi pristopi pri robotiki, v smislu programiranja, pa tudi v smislu tega, da je robot opremljen z več senzorji, ki omogoča večjo varnost v delovanju skupaj s človekom. V tem smislu se pa robot približuje potem vsem drugim opravilom. In jih tudi v Sloveniji že nakupujejo in izkoriščajo za razne opravila obrtniki, recimo, oziroma manjša podjetja. V Evropi menda poteka, oziroma to sem prebrala, to raziskavo, projekt razvoja takih robotov, ki se bodo učili jezika živali. Pravijo raziskovalci, da je cilj vzpostaviti robotsko družbo, ki je sposobna razvijati komunikacijske kanale za živalske družbe, mislim, da dela na čebelah in pa na ribah. No, in ti roboti naj bi se prilagodili z evolucijskimi algoritmi, dokler se na želen način ne naučijo med sebojno komunicirati z živalmi. Je to znanstvena fantastika? Ja, to je večno vprašanje. Posnemanje narave je od nekdaj zelo zanimivo za človeka. Ne si bo, da gre za posnemanje popolnoma fizikalnih stvari, torej rešitev, ki so uporabljene pri živalih v vodi in tehničnih sredstvih v vodi. Pri pticah, na primer, in letalnikih. Ali pri drugih takih fizikalnih, mehanskih rešitvah. Po drugi strani ste pa vi verjetno razmišljala o
rešitvah, ki so v smislu razmišljanja, v smislu takšnih rešitev. Poznam razne projekte, ki malce delujejo na enem ali pa na drugem področju. To mislim, da je pravilno, da je stalno to vprašanje na naši misli, da se stalno sprašujemo, kje smo lahko boljši, kje se lahko kaj naučimo iz tega. Verjamem, da je napredek tehnike tisti, ki povzroči, da nekaj, kar smo spregledali morda včeraj v preteklosti, sedaj prinaša to v drugačni luči in je mogoče izkoristiti. Tako da to vprašanje je smiselno ga zmeraj znova obravnavati in zmeraj znova se učiti. Robotizacija postaja tudi vse bolj zanimiva za mlade. No, s tem ji postaneta, vsaj tako domnevam, tudi fizika in matematika bolj privlačni, ne? Kako vi kot profesor gledate na ta zanimanja pri nas? Saj konec koncev, kot vidimo, ne, vaši študenti zelo prizadevno pripravljajo vsako leto te dneve industrijske robotike. Robotika je odlična, zato to je odličen, jaz ponovadi rečem, vrtiček, ki ga premalo izkoriščamo v Sloveniji. Zdi se pa, da se tega zelo dobro zavedajo, na primer Korejci pa Japonci. Oni imajo izredno veliko te dejavnosti, humanoidne robotike ali pa drugih robotov, ki ne nazadnje v končni fazi nimajo toliko velikega praktičnega efekta, ampak v tem izobraževalnem smislu pa izredni efekt. Torej navdušiti mlade, pa ni rečeno, da bodo delali potem oni z roboti in robotike, ampak pridobili bodo s tem kompetence, ki bodo lahko prišle v poštev pa na katerem koli na raznih drugih področjih. Robotika je namreč neka združba, sestavljena iz raznih znanj in za uspešno rešitev nekega robotskega problema je potrebno vsaj deloma reševati dileme z raznih teh področjih. Ne si bo z področja načrtovanja, torej strojniškega načrtovanja, konstruiranja, ne si bo z področja električnih pogonov ali drugih pogonov, aktuatorjev, ne si bo z področja senzorike, razni senzori, takšni, drugačni, napredni, preprosti, bolj komplicirani. Ne si bo na področju vgrajenih računalnikov, torej mini računalnikov, ki se odzivajo zelo hitro na tiste dejanske trenutne situacije. Ne si bo na nivoju programiranja, ne si bo na nekem višjem nivoju na medsebojni koordinaciji, na učenju mogoče samih gibov, na prepoznavanju nekih vizualnih razmer. Torej, vidite, da gremo od zelo takih, kaj bi rekel, zelo konkretnih, kjer je potrebno žago zraven stopiti, pa do zelo lahko miselno kompliciranih opravil. Za vsakega se nekaj najde. Samo še tole, ta hiter tehnološki razvoj nedvomno pušča tudi odtis na razvoju družb. Me zanima, da govorite o teh problemih, teh vprašanjih na predavanjih, v predavalnici? Pravzaprav da. Recimo kot primer lahko navedem pri vsebinah osnov robotike. V zadnjem letu ne, ampak prej smo pa večkrat imeli tudi temo etike v robotiki. To je vprašanje, ki ga lahko gledate z različnih koncev, z različnih strani lahko pogledate. Je večplastno in zahteva razmišljanje tudi, zahteva upoštevanje tudi tega vprašanja. Priznati pa moram, da ne vem, če smo inženirji najboljši tisti sogovorniki ali pa dejavniki na tem področju. Je pa prav, da se tega vprašanja zavedamo.